Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Točno en teden je še do začetka novega šolskega leta, ampak zakaj bi si belili glavo z jesenskimi izzivi, še preden pridejo? Na nekaterih območjih po državi bodo te izzivi veliko večji in bodimo hvaležni, da je narava našim krajem tokrat prizanesla. Svojo hvaležnost lahko izrazimo tudi skozi prostovoljstvo, saj se na terenu kaže pomanjkanje delovnih ljudi. Nocoj si oglejte, Litijski mostovi po poplavah, srečanje članov Zasavske gospodarske zbornice, velika investicija Devesofta. Sanacijam zaradi nedavnih poplav ni videti konca. Medtem ko so veliko prostorov v Litiji že očistili, je čas, da se začnejo izvajati večja sanacijska dela na javnih površinah. V poplavah, ki so prizadele Litijo, sta bila najbolj poškodovana most na Savi in pa most v Jevnici. Podžupanjo Lijano Lovše smo povprašali, v kakšnem stanju sta trenutno. V tem trenutku imamo oba mostova odprta za pešce in pa za kolesarje. Mi smo jih namreč takoj po poplavah pregledali, seveda strokovnjaki so jih pregledali, tudi skupaj z gorsko reševalno službo, kajti takrat ni bilo pač omogočen drugačen dostop. In strani strokovnjaka dobili nekako zagotovilo, da je možen prehod za pešce in kolesarje. Pri tem se seveda tudi ne smejo preveč zadrževati, da ni večje gneče. Sedaj pa gremo naprej v samo sanacijo, namreč ugotovljeno je bilo, da je tu most na Savi, da so manjše mehanske poškodbe na spodnjem delu lesenega mostu in to bomo pač poskušali odpraviti, sanirati v prihodnem tednu, se pravi, kajti 1. septembra se začne seveda pouk in tukaj potekajo tudi ti šolski prevozi, zato bi želeli, da se ta sanacija, ki je manjša, pravzaprav izvede v zadnjem tednu meseca avgusta. Most v Jevnici pa bo zahteval kar večjo sanacijo. Tukaj sedaj še čakamo pravzaprav na sam projekt, ki ga pripravlja ta strokovnjak in potem bomo pač poskušali čim prej sanirati. Do takrat pa ostane, kar se tiče vozil, most zaprt, za pešce in pa kolesarje pa je odprt. Most na Beričevem stoji na glavni povezavi Zasavja in Ljubljane, ki pa je bil v poplavah uničen. Na gradbišču glavne državne ceste Šentjakob-Dol pri Ljubljani, kjer je reka Kamniška Bistrica odnesla most, že sestavljajo montažna mostova. Ta bosta poskrbela, da bo promet potekal dvosmerno. Dobili smo pač obvestilo, da se pravzaprav postavlja ta nadomestni most v bližini tega poškodovanega mostu, tako da nam bo omogočen potem pravzaprav dostop, nemoten dostop do Ljubljane, kar je za našo občino zelo pomembno in prav zaradi tega je bil tudi naš župan pravzaprav eden od prvih pobudnikov, ki je pač nekako izrazil to pobudo in željo, zahtevo, da je pač potrebno nadomestni most na to lokacijo čim prej namestiti, kajti tu potekajo zelo pomembne povezave z Zasavjem, da ne govorimo o občini Litija, kjer imamo pravzaprav številne naše prebivalce, naše občane in občanke, ki redno uporabljajo to cestno povezavo. Začasna rešitev je namestitev nadomestnih mostov. Vidimo elemente tam zadaj iz strani Slovenske vojske. Sproveden bo dvosmerni promet. Konec tedna je predvideno tudi po terminskem planu, da bi nekako 1. septembra speljali promet čez. V drugem tednu bo stekla še sanacija odseka Litije-Zagorje. Prišlo je pa do posedka brežine, oziroma problem seže že vrsto let nazaj, tako da bo začasno urejeno, se pa pripravljajo projekti za obsežnejšo sanacijo v bližnji prihodnosti. V Zagorju je v sredo, 23. avgusta, potekalo srečanje članov Zasavske gospodarske zbornice z vodstvom Gospodarske zbornice Slovenije. V imenu vodstva sta zasavske gospodarstvenike pozdravila predsednik Tibor Šimonka in generalna direktorica Vesna Nahtigal, ki je za našo televizijo povedala.
Dejansko je to srečanje in kot vidite danes pač malo bolj neformalno, bomo se pač seveda pogovarjali o vseh tekočih aktualnih temah, tako zasavskega gospodarstva, kot tudi širše slovenskega. Je pa to redno srečanje, ne? Mi imamo praktično 4-krat na leto velike upravne odbore, kjer vaš predsednik Zasavske zbornice sodeluje, z direktorji pa probamo po dobri praksi, ker je to sigurno daleč najboljše, imeti redne stike tudi z vsemi člani. Mislim, da je to tisto, kar ti daje, meni kot vodstvo, kot generalni direktorici, najboljši vpogled v nijanse posamezne regije. Tako da to je nekako vsakoletno, a ne? Sama sem prisotna večkrat, ampak danes je pač neformalno in glede na vsebine, na katere nismo pričakovali, vsekakor morda tukaj poplave niso prizadele še tako direktno, čeprav tudi pri Litiji, predilnica Litije je bila neka škoda, a ne? In hvala Bogu, da se je tako odvilo. Morda katero od teh podjetij vseeno deluje v verigi vrednosti poplavljenih podjetij in je prav, da smo vsi seznanjeni, kako na nek način Slovenija trenutno diha, morda kater od teh članov lahko tudi ponudi kakšno strokovno pomoč. Zato v ta namen smo na Gospodarski zbornici Slovenije vzpostavili platformo, kjer je izmenjava dobrih možnosti, naprimer konkretno skozi pomoč raznoraznih profilov podjetjem, ki so na poplavljenih področjih in to pomoč potrebujejo. Tako da tukaj gre predvsem za to, da smo vsi informirani o tekočih zadevah. V imenu zasavskega vodstva pa sta zbrane nagovorila direktorica Tjaša Polc in predsednik Zasavske gospodarske zbornice Peter Čas. Povabili smo ga pred mikrofon in za nas je povedal. Ja, taki obiski vodstva Gospodarske zbornice Slovenije po regijah so zelo dobrodošli, saj na tak način lahko članstvo, ki na terenu da razne pobude, ideje in pa signal, kaj pričakujemo od vodstva Gospodarske zbornice, kako lahko pomaga in v bistvu kako lahko sugestira odgovornim na državnem nivoju, zato da se postavijo oziroma rojevajo nove priložnosti za izboljšanje gospodarske klime in pa seveda s tem tudi rasti samega gospodarstva po regijah. Smo, bom rekel, zelo hvaležni in srečni, da ni prišlo do kakih izrednih dogodkov v Steklarni Hrastnik. Nekaj je bilo izzivov z logistiko peska po železnici, ampak smo to rešili s pomočjo kamionskih prevozov, tako da Steklarna Hrastnik ni utrpela nikakršne škode. V preteklih dneh je ameriška podružnica podjetja Dewesoft odprla nove prostore v mestu White House v Ohio. Soustanovitelj in predsednik Dewesofta Jure Knez pravi, da so bile Združene države Amerike za njih vedno pomemben trg. Prvo programsko opremo so v Ameriko prodali pred več kot 20 leti, potem pa leta 2003 s prvim projektom v NASA začeli z rastjo prodaje. Svoje podjetje so tam odprli leta 2012, trenutno pa je v ZDA zaposlenih več kot 50 inženirjev. Taka hitra rast narekuje tudi potrebe po večjih prostorih, zato je bila 7-milijonska investicija nujna. Ta velika investicija je sporočilo, da bodo njihovim tamkajšnjim strankam, kot so NASA, SpaceX, Tesla, Cat, Ford, John Deere, v prihodnje še bližje z merilno tehniko in podporo. Izgradnja kolesarske steze se nezadržno približuje koncu. Glavnina del se izvaja na odseku Zelenci iz Lake, ki bodo dokončana v predvidenem roku. Tako nam je zagotovil vodja oddelka za gospodarske javne službe občine Zagorje Ivo Vrtačnik. Investitor občina Zagorje ob Savi za kolesarsko stezo za odsek Zagorje-Orehovca na 4 odsekih trenutno dela največja intenziteta del je na odseku, na 3. pododseku, to je odsek od družbe Itong do družbe Eti ob regionalni cesti in sicer na dela so ob brežini, se pravi kamnite obloge, levo in desno obrežno ob potoku Medija ter priprava vse potrebnega za vgradnjo 2 premostitvenih objektov. To je pri
pri družini Juvan in pa na območju Petrola glampinga Vračevič, kjer sta predvidena dva premostitvena objekta preko potoka Medije. Torej, po pogodbi z izvajalcem del je rok za dokončanje kompletnega kolesarskega odseka do konca septembra in glede na dinamiko in tehnične možnosti so posamezne faze sicer še nedokončane, vendar do tega roka mora izvajalec zaključiti vse na ta način, da bo preko komisijskega pregleda možno konec septembra, v začetku avgusta tudi to kolesarsko pot, povezavo dati v uporabo. Mesec oktober pa je še čas za pripravo in zaključitve vseh ustreznih dokumentacij za pridobitev uporabnega dovoljenja in ostalo, kar je za zaključitev investicije. So se dela v prejšnjem tednu začela na Župančičevi ulici in seveda tudi ta bo v celoti ulica prenovljena kot vozične površine in peščeve površine. Na tem odseku, ki se zdaj gradi, se bo pa tudi zamenjaval obstoječi dotrajen javni vodovod, vključno s priključki uporabnikov na tem odseku Župančičeve ulice. Tudi ta dela bojo zaključena najkasneje do konca septembra. V soboto 19. avgusta je v Zagorju potekala tradicionalna prireditev Perk Mandelc vabi v svojo deželo. Organizatorji 15. jubilejne prireditve so bile krajevne skupnosti Jože Marn, Franc Farčnik, Rudnik Toplice skupaj z začetnikom prireditve, ki je turistično društvo Ruardi iz Zagorja. Na nekaj vprašanj je odgovoril podpredsednik turističnega društva Ruardi Janez Lipec. Danes je prijavljenih in mislim, da bodo tudi prišli 9 kandidatov za skok čez kožo, ki so pa iz vseh krajev, z Hrastnika, Trbovelj in seveda Zagorja. Občutki so dobri, nihče ni pričakoval najbrž takrat leta 2007, ko so se dve krajevni skupnosti, Rudnik Toplice, Franc Farčnik in turistično društvo Ruardi povezali in začeli z skokom čez kožo in pripeljali Perk Mandelca v Zagorsko dolino. In na sreči nismo prekinili razen neurja in enega leta in korone. Je bila prireditev vsa leta, zato je letos 15. in na to smo zelo ponosni. Da, letos smo zopet 4. Vsake volitve prinesejo svoje in letos so prinesle, da smo zopet skupaj. Rudnik Toplice, Franc Farčnik in Jože Marn, to je bila že tradicionalno neko leto, ampak to je normalno, da se kdaj prekine, kdaj spremeni, ampak če je smer prava, se vedno združimo in naše osnovno merilo je povezovanje, zato imamo že par let tudi rudarsko društvo Perk Mandelc Trbovlje in pa z nami je tudi s majhnimi prekrenitvami rudarska godba Hrastnik. Da, mislim, že pred nekaj leti, ker za posebne glasbene goste se je treba tudi pravočasno odločiti in odločili smo se, da letos 15. skok bodo z nami Modrijani. Naslednje leto, lahko povem že danes, ker so pogodbe podpisale, pa bodo z nami za 30-letnico turističnega društva Ruardi, bodo pa z nami mlajši Avseniki, to se pravi ansambel Saša Avsenika. Glavnina dogajanja se je pričela v popoldanskih urah s startom 12. Perkmandelčevega pohoda z ekipnim tekmovanjem metanja kulma v hunt in zaključkom 4. turnirja v malem nogometu za pokal Ata Perkmandelca. V metanju kulma v hunt je zmagala ekipa Morček, pokal turnirja v nogometu pa so osvojili člani ekipe KMN Juventus iz Hrastnika. Pred glavnim dogodkom so najprej zapeli člani mešanega pevskega zbora Latka Korošca, nato pa sta skupaj zaigrala pihalni orkester Sveja in rudarska godba Hrastnik. Po zvokih rudarske himne, ki so jo zbranim odpeli člani rudarskega pevskega zbora Loški glas, se je pričela težko pričakovana slovesnost Skok čez kožo v sodelovanju z društvom Perk Mandelc iz Trbovelj.
Po končani slovesnosti so obiskovalce prireditve zabavali Modrijani. Seveda pa nismo pozabili na Perk Mandelca, ki je za nas povedal. Mlade knapovke prihajajo. Ja, fajn. Lega, tu smo delali na tem, da prihajajo mladi knapi, mlade knapovke. Tu tradicija mora biti. Ja, za Savji sploh, Trbovlje-Hrastnik, Zagorje, tu ne sme propaditi, kar se knapovšno tiče. V penzioni sem pa kar srečen, ker imam fajn penzion, smo fajn delali. Tako da, uživam, pa pomagam tudi, če je kaj treba. Pretekli vikend je podjetje Komunala Brežice na cesti Hrastnik-Brnica izvajalo asfaltiranje cestišča. V soboto in nedeljo je bila cesta popolnoma zaprta. Do konca tega tedna pa bodo končana še zaključna dela, ureditev talnih označb in prometne signalizacije. Zaradi zapletov in večje težavnosti del, kot je bilo sprva načrtovano, se je rok podaljšal za več kot en mesec in sicer na danes 25. avgust. Ko že govorimo o rokih, pa lahko za konec opozorim še na ponedeljkov rok za oddajo vlog za prvo humanitarno pomoč oškodovanim v nedavnih neurjih. Upam, da sicer ne potrebujete tega opomnika, če pa poznate koga, ki je bil v nedavnih ujmah prizadet, pa ga le pobarajte, da bo vlogo oddal pravočasno. Pa lahko noč vam želim.